Fantasy. Radio Fantasy. Zdaj pa je čas, da bomo mi malo metali žoge na rokometni gol, ker pred vrati je spektakularna otvoritev sezone RK Celje. In danes imamo gosteh Mitjo Janca in Leona Gregoriča. Dobro jutro obema. Bliže prita. Dobro jutro. Ja, zdaj, Mitja, ti sploh moraš biti čisa. Viš to, ko sem jaz na mikrofonu. Čak ti ga dam. Ti je v redu? Super. Ja, Leon, ti? Super. No, fajn. Evo, sta prvič v studiu pa nas? Tako, prvič. Prvič. Zdaj, če te govoriš. Ja. Mitja, kar poveš. Prvič smo. Veš, to je drugače, to je radio, to se mora govoriti. Sicer snemamo, tako da bomo kasneje dali, ampak le, ko sta prša noter, ono jaz gledam, čak, ti se predstaviš Mitja Janc. Še vizualno mi izgledaš, nekam sumljiv si bi bil ti, ne? Ja, res je. Bratom tvoj? Ja, imam brata starejšega, ki je igral v Barceloni, že prej igral, ja, Blaž, že prej igral v Celju, tako da, tako se že omenil, ga že poznate, je bil tudi tu že. Zdaj sem še jaz prvič, tako da to tradicijo Jancev se pele naprej, ne? Se pele naprej, ja. Je zdaj, koliko mu je tam v Barsi, je v redu? Pa ja, super je, zadovoljen. Otroci rastejo? Ja, ta mali rastejo, so že veliki, navihani, tako da super, ja. Imaš vlogo strica zdaj? Ne? Ja, seveda, strica in botra od obeh, tako da sem ponosen na to, ko pridejo sem, se radi kaj igramo, pohecamo. Tako da je zelo zanimivo. Koliko ste zdaj pripravljeni na novo sezono, Leon? Začenja se, spektakularno sem rekel, se napoveduje. Tako, zelo se bo vse videlo, ne, že v naslednjih parih tednih. Že tale derbi zelo v soboto s Trebnjem. Jaz mislim, da smo tole bazo enega meseca zelo v avgustu dobro nabrali, da smo se dobro natrenirali. Tudi dobro se je delalo, no. Imamo strokovnjaka Primoža Porija, s katerim se trenira res tako je treba, je po mojem najboljši tule v Sloveniji sploh za nas mlade in za ta razvoj, tako da jaz mislim, da smo se dobro pripravili, videli se je veliko tudi na prijateljskih tekmah, nekaj treba še nadgraditi, tako da počasi, zdaj pa smo že tako vsi fokusirani za soboto in na glavo. Na glavo, ne? Ste v bistvu komi čakate, ne? Tako, ja. Zdaj, Mitja, povej mi, vi sta oba isti letnik, mlada fanta sta 20, ne? Če sem prav slišal, ja. Se prej pogovarjal. Mi dva si že poznamo v bistvu od malih nog, oba prehajamo iz Sevnice, par kilometrov je sam razdalje med nama, tako da bi skoraj rekel, da smo soseda. Že prej smo igrala v rokometnem klubu Sevnica, potem smo se upisala v srednjo šolo in se tu preključila ekipi Celja. Tako da smo že res nekaj časa skupaj, oba mlada. Pa vi skozi skup hotel, še na radiju ste skupaj šla, evo, le. Ja, res je. A so vprašali tam, kdo gre, ali so rekli vidva peta, ker sta skozi skup? Verjetno so tudi potem malo sklepali, da je to prava kombinacija. Ja, fajn. Torej, zdaj vi ste iz mlajših selekcij prišla, ti si 2 leti, ne? Ti pa Leon 1 leto v članski. Ja, mi da smo prišla tu v prvi letnik, smo šla skupaj v dijaški dom, no, pa smo se pa tako tu kalila malo pri kadetih, mladincih, pol smo pa skupaj tudi prestopila v Maribor, smo tudi tam igrala za člansko ekipo, pa se je Mitja že lani priključil tule k članom nazaj, jaz pa letos kot novinc. Ja, gliha skup štriha. Zdaj, evo, povejte mi, glede na to, da nas čaka otvoritvena. Vi ste zdaj mlada ekipa v celoti, Celje itak velja za neko valilnico novih dobrih kadrov, ne, pol, ko ste dobri, itak vas pol prodajo naprej, ampak vse to je cilj vsakega rokometaša, da gre še naprej. A že imata vizijo, kje bi, če bi? Pa sigurno so neki cilji za naprej, vsekakor iti v tujino, ampak zaenkrat je še težko gledati tako naprej, se treba tu najprej pokazati, izkoristiti vsako minuto, da čim boljš odigramo, seveda, da pomagamo ekipi, da osvojimo vse, kar smo si zadali in potem vsekakor prije tudi to zraven, neko poklic neko ekipo iz tujine. Okay. No, daj povejte mi, kaj bi vidva bila, če ne bi bila rokometaša? Mitja, izvoliš beseda tvoja. Kaj bi bil, ne? Ja, nič, če bi mogel ostati v športu, bi verjetno bil nogometaš. Že ko sem bil mali, sem treniral nogomet. Tako da moram reči, da mi tudi kar v redu gre. Mislim, da bi ostal v nogometu. Če pa slučajno bi kaj drugega izbral, pa bi verjetno neki v elektrotehniki. A to te veseli? Mislim, veseli. Hodil sem v šolo na elektrotehniko,
tako da imam poklic ta in verjetno bi mogel nekaj o tem najti. Ne bi bil kak pevc, Luka Basel. Ne, to pa petje pa jaz pa ni glih to. Jaz sem bil pa načeloma gimnazic, tako da sem se tudi upisal v to šolo, zato ko nisem sam niti vedel, Kam bi, ne? Sem bolj na rokomet cilil, tako da sem se pol odločil za to. Kukor se poznam, vem, da ne bi mogel glih neko obsedeti, verjetno se bi vključil kako vojsko, kak policaj bi bil. Če pa ne, bi se pa tudi, tako, če pa ne, pa imam tule vinogradništvo Janc, pa bi se zihar najdel kaj za mene. Vidiš, le, ti pa elektriko zdaj. Ja, se treba tudi, ne? Štrom pomaga. Dopoldne. Ja, dober je. A sta kdaj štrikala že? Sta probala to, kar Ne, delajo to pa babice? še nekako Kvačka, ne. nekaj takega, ne? So rekli, punce prašči to, ne? So rekli, to verjetno nista, ne? Ampak je nenavadno vprašanje. Ampak, ja, le, štrikanje, ponovadi se lahko zaštrika kaka kombinacija na igrišču, ne? To se pa hitro lahko zgodi. Ja, to pa velikrat se rado, takrat, ko je najmanj potrebno, sploh, ko je kaj tekma na nož, veliko navijačev, se mogoče težko sliši in takrat mogoče samo eden v ekipi ne čuje akcije in gre vse pol po svoje. Koliko je z grobostjo? Če dobite grobo igro nazaj, koliko se to zmenite? Imate kakšne, a veš, kontakte, ne, se pogledate ali kakšna beseda pade? Pa vsega, iskreno je vsega in besed in potem se vrne nazaj v obrambi, tako da nikoli ne ostaneš dolžen. Ja, velikrat je v ekipi so te vloge razdeljene, no. Imaš nekako tiste grobljane, ko se ve, da mora vrniti za unga našega organizatorja srednjega, ko jih napado dobi, pa moraš pol ti popraviti, ne. Ampak vse to v meji športa. Leon, na kateri poziciji si ti? Krožni napadalec. Pa ti? Srednji zunanji. Srednji zunanji. Dobro. Ja, zdaj, vi imate itak občinstvo, ne, ki vas mora zdaj priti podpreti, pa kolikor sem videl, imamo eno zelo dobro gesto, zdaj, kar se tekme s streamom tiče, gasilci, ki so pomagali v ujmah, so dobili karte, ne, tisti, ki so želeli in bodo zraven. To vrejo, ne? Ja, verjamem, da nas bojo podpirali, prvič nas bojo podpreti vsekakor v velikem številu, potem so zraven vsekakor naši Florijani, zvesti navijači, ki nas vse posod podpirajo, tudi po Evropi grejo z nami, tako da mislim, da so to sigurno najboljši navijači. Vemo pa vsi, kak je, ko je Zlatorog poln, ko je tu pred nami 4000-5000 gledalcev, ko je vzdušje res fenomenalno. Že v prejšnji sezoni so padli tudi velikani evropski, tako da sigurno ni lahko igrati v Zlatorogu. Marsikaj se je že dogajalo v Zlatorogu, ja? Vroče bo, vroče. Bo, ne? Sej prav, lej, to morate začeti, ker dejansko ste vi tudi tisti, ki nam date vzvod, a veš, goli, zmage štejejo in če je tega dovolj, mi pridemo takoj navijati. Točno to, ja. Pa pol tudi ti, ko imaš res neko množico ljudi, tebe to ponese, igraš v tej neki euforiji, igraš, dihaš z njimi skupaj in to je čist nekaj drugega. No. Zato pa se v Zlatorogu tudi bi lahko rekli, da dogajajo čudeži včasih. Leon, to si zdaj med vrsticami povabil, ne? Ja, čim definitivno, pa vsi vabljeni, no. Vsak glas šteje, vsak par rok nam bo pomagal, no, da skupaj osvojimo te 2 točke in da odpremo sezono v stilu. Ne. Povejmo, kdaj je tekma. Uro moramo povedati. 9.9. Ob 6. Ob 18. uri. 6. ura morate biti. Takrat smo že na tribunah in navijam, tako da pridite malo prej, ker tudi Radio Fantasy bomo tam. Bomo 2 uri prej malo animirali, a veš, bildali neko vzdušje, to navijaško, tako da pol pridemo vsi noter pa naredimo agadir, ne. Pa sigurno tudi, že pretekma ne bo dolg čas. Ne, ki pa, bog ne zdaj. Tako da pridite vsi v čim večjem številu. Ja, fajn, evo, slišali smo, torej tekma je, ampak pol prihaja pa že Liga prvakov. Najprej greste gor, pol pride pa Porto dol, ne? Tako, ja, najprej v ponedeljek odpotujemo na Dansko proti Gogu, tekma je sicer v sredo, potem pa že igramo proti Portu v Celju, tako da bo že takoj vroče tudi naslednji teden. Ja, se pravi, evo, zdaj 9.9., to je v soboto je tekma, potem pa 20. septembra, še v tem mesecu pride Porto sem, tekma bo 18.45 in to bo zdaj potem še preizkušnja tega našega Liga prvaka lonca, če rečem temu našemu navijaškemu delu, ki ga imamo, ker vedno, kot pravijo, poka po šivih dvorana Zlatorog in tak naj bo, ne? Ja, točno tak.
Mi delamo na tem, da bomo prikazali čim boljše predstave, da se trudimo za navijače. V bistvu vse, kar delamo, to je za njih in za naša srca. Je pa tudi res, da je res tale preizkušnja proti Portu za nas mlade, pa za kakšnega novega, res nekaj novega preizkušnja v Evropi in taka ekipa, kot so oni, je vsem v bistvu čast igrati in pol za take tekme v bistvu živimo in treniramo. Roka se ne bo zatresla, ne? Ne. Ma kje, ošibile noge, bog ne daj, ne. Ej, Mitja in Leon, zdržite, začnite dobro sezono, pa potem vse lige prvakov tekme tudi. Akcija, kdorkoli stoji nasprot, le. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa. Nekaj, akcija, to. Super, torej kot rečeno, tekma 9.9., to je zdaj v soboto ob 18. uri proti Trimu Trebnje. Napoved pa za Ligo prvakov ste slišali 20. september 18.45 prihaja Porto. Majta se lepo, hvala. Čau, dio. Hvala lepa, čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.